Spoštovane občanke in občani občine Cankova, spoštovani gostje, dame in gospodje. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na svečanem popoldnevu ob praznovanju 27. občinskega praznika občine Cankova. Ta svečani popoldan smo pričeli s himno v skupni izvedbi otroškega in mladinskega pevskega zbora Osnovne šole Cankova, ki ga vodi Laura Vučak, in mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Cankova pod vodstvom Mire Huber. Med rahlo ozobljenimi griči, med dolinami in pobočji, kjer se stikata Prekmurska ravnica in gričevnato Goričko, se razprostrira idilična pokrajina občine Cankova. Med tukaj živečimi, vestnimi, marljivimi in gostoljubnimi domačini, ki imamo še zmeraj čas za prijazno besedo, so že od nekdaj spletene poštene vezi. Smo ljudje, ki znamo oplemenititi to, kar nam ponuja narava. Smo odlični rokodelci, pridelovalci domačih pridelkov in izdelkov, ustvarjalci vrhunske kulinarike ter unikatni butični ponudniki. Ponašamo se tudi z bogato naravno, kulturno in etnološko dediščino. K priložnostni misli vabim župana občine Cankova, gospoda Danila Kacjana, ki zadnja leta skupaj z občani gradi na infrastrukturnem razvoju, skrbi za pestro ponudbo in dogajanje v občini Cankova ter neguje povezovalne odnose s sosednjo Avstrijo in Madžarsko. Spoštovani poslanec Državnega zbora, magister Damjan Bezjak Zrim, spoštovana članica Državnega sveta Jasmina Opec Vreš, spoštovani kolegi župani, predstavniki občin iz Pomurja, vidim, da so se nam pridružili tudi župani iz štajerskega predela, kar sem zelo vesel. To se pravi, da me tudi še malo podpirajo, da je en Štajerec v Prekmurju. Cenjene ostale, vsi visoki gosti, predvsem tudi nagrajenci, vsi, ki ste se danes zbrali v te, bom rekel, čudoviti dvorani, kjer skupaj praznujemo 27. praznik obstoja in delovanja občine Cankova. Veliko veselje in ponos mi je, da lahko pred tako eminentno druščino imam priložnost, da spregovorim nekaj misli o občini Cankova. Jaz sem zdaj drugi mandat župan. Gradimo naprej na temelje, ki so jih ustvarili predhodniki pred nami. Gradimo danes objekte, ki pričakujem, da bomo jih v nadaljevanju znali uporabiti. Zato sem bil danes zelo vesel, da se je proslava začela z sodelovanjem najmlajših in tudi med najstarejšimi. To se pravi, da se kljub temu povezujemo, da če ne bo mladih, se nam na koncu vse te stvari, kaj delamo, postavi vprašanje, če bo to v funkciji. Občina Cankova, moramo biti veseli in ponosni. Jaz se moram zahvaliti vsem mojim sodelavcem, svetnikom in svetnicam, nadzornemu odboru, vsem organom, vsem zaposlenim na občinski upravi, čeprav smo majhni, režijskemu obratu, vsem našim javnim delavcem. Mi smo tudi ena občina, ki sobivamo z romskim prebivalstvom. Jaz sem vesel in ponosen. Upam, da se ne bom zmotil, da se v nadaljevanju ne bodo zadeve spremenile. Mi smo lahko danes en vzorčen primer lokalne skupnosti v sodelovanju z romsko populacijo. Moji sodelavci, jaz se jim zahvaljujem, res moram večkrat se jim zahvaliti, ker sam jaz tega, kaj delamo, ne bi mogel narediti.
Tudi današnjo prireditev smo organizirali vse sami. To pa smo zaradi tega, ker smo ena ekipa, ki imamo neko vizijo in da smo se tudi odločili, vem, da so potrebe bistveno večje, kot pa tudi realnost. Občina Cankova, jaz danes pa lahko res 100% povem, da v nadaljevanju ne bodo trebali ljudje več stati, kar sem predvsem zadovoljen in se vam zahvaljujem, da prijete v takem številu. Če prijete v takem številu, to se pravi, da nas tudi za to, kaj delamo skupaj, nagradite in da vam ni vseeno, kaj se dogaja z občino Cankova danes, kaj se dogaja jutri in v prihodnosti. Tako da res, če boste še me kdaj srečali in boste rekli, da sem danes 23. maja 2026 napovedal, da je res to ena proslava zadnjih v tem prostoru, čeprav bomo te prostore še skrbno negovali in jih tudi uporabljali v nadaljevanju, ker športna dvorana je gradbena dela v celoti končana. Bilo bi tudi že danes možnost, ampak veste, kak je naša država, ne? Uporabnega dovoljenja še nimamo, delamo še finiš, delamo še notranjo opremo, zunanja okolica in že v tem trenutku vas vse vabim, da se 29. avgusta, to je soboto, 3 dni pred začetkom nove šolske leta, 26-27, dobimo in skupaj res proslavimo eden največjih projektov v zadnjem času v občini Cankova, to je otvoritev športne dvorane. Ta športna dvorana ni namenjena samo za šolo, ta športna dvorana je namenjena za vse občanke in občane občine Cankova in tudi širše. Ker dokler gradimo, se ne kregamo, te zadeve morajo biti v funkciji in morajo biti nenazadnje tudi upravičene. Jaz se moram na tem mestu zahvaliti Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, nam je prisluhnila. Vem, da so me dostikrat tudi že verjetno malo jezno gledali, ampak pravijo dostikrat, če si malo tečen, ne, si nekaterim preveč tečen, ampak neke stvari so se kljub temu zaradi tega, ker smo bili, moram se res Damjan in Bezjak iz Rimi zahvaliti, da je tudi nas povezal župane goričkih občin. Damjan, jaz se ti res iskreno zahvaljujem tebi, vsem tvojim na ministrstvo in tudi gospodu Hanu, ki je prisluhnil, da smo neke zadeve lahko naredili. Najboljše pa sem vesel, da smo na Goričkem še enkrat spoznali, da smo volitve nazaj, ko so bile, ponovno dobili enega poslanca z Goričkega, kateri je več kot 4 leta nam pomagal vsem skupaj, če smo se nekaj trudili. Damjan, jaz verjamem, da še boš naprej se trudil, koliko bo moči, sicer zdaj boš bolj v opoziciji, ne? Tako, ko sem jaz v opoziciji, je bil napram organom tisti, ki so odločali, ampak če si v opoziciji, tudi neki si pravim pristopom, z pravo vizijo, še nam lahko naprej pomagaš. Tudi Jasmina opet sem prepričan, da bo se še vedno borila za prelepo Pomurje. V prelepem Pomurju imamo največjo težavo v tem trenutku, demografijo. In bomo morali neke stvari v prihodnosti, ker veste, kako se odvija politična situacija okrog nas. Jaz upam, da gospodarstvo bo preživelo, če ne bomo imeli gospodarstva, bomo tudi težko dobivali penzijo, tudi težko bomo ustvarjali neko družbeno življenje, ker gospodarstvo je kljub temu gibalo celotnega razvoja in napredka. Jaz se danes nisem nič napisal, zato bi tudi rad, da ne bi izpal. Mi smo kljub temu naredili zdaj na Cankovoj pogoje za predšolsko vzgojo, šolsko vzgojo. Tu v starih prostorih imamo tudi zgoraj 5 sob za ranljive skupine. Spodaj smo naredili enodnevno varstvo z Zavodom Vitica iz Gornje Radgone. Vsak dan prihaja 17 do 18 ljudi. Ti ljudje ne potrebujejo ne vem kako dosti, potrebujejo samo lepo besedo in sem prepričan, tudi njihov delavec je še vključil k nam, malo nam hodi pomagati in jih na tak način asimiliramo v normalno okolje. In samo na tak način lahko, malo še imamo razkopano okrog tu nas, ker smo morali delati tudi na novo električno energijo za športno dvorano. Pripravili smo tudi že vse za nadgradnjo. Tisti, kateri bo prišel za mano ali pa tudi, če ne bo prišel, jaz pričakujem, da bo lokalna skupnost prepoznala, ker imamo v načrtu, da bi delali stanovanjske bloke, da omogočimo mladim, da tu ostanejo, da preživijo.
Moji občani in občanke so uspešni, kar se vidi danes, če se peljete po lepi občini Cankovo, po celem lepem Prekmurju. Bodimo zavestni, ker včasih, ko smo šli v Avstrijo, pa smo videli, ne vem, nešteto rož, danes mi na tem področju več nič ne zaostajamo. Zato z veseljem povejte vsem, da prihajate iz lepe Slovenije, da prihajate iz lepe občine Cankova in da nas ne sme biti sram to, kaj smo si sami tudi priborili. Jaz se zahvaljujem vsem danes, ki boste tu nastopali, vsem tistim, ki boste dobili tudi priznanja, zahvalne listine, mogoče še kateri izpuščen. Tako da na tem mestu že enkrat vsem čestitam. Moram tudi povedati, da posebno čestitka gre pa, mislim, da si zaslužijo tudi en aplavz. V okviru praznovanja 27. obletnice praznovanja občine Cankova je pohodno društvo Genau v sredo odšlo na pot po Pomurju, kjer so šli iz Cankove do Lendave. Tam so prespali, drugi dan so šli na Hodoš, so prespali, tretji dan so šli na grad in so se danes pred cirka 20 minutami vrnili na prizorišče in na tak način tudi nekje promovirali eno lepo občino Cankovo. Mislim, da se zasluži velik aplavz. Veste, smo majhni, ampak tudi danes sem dobil pred 2 urami eno zelo veselo novico. Gasilsko društvo iz Korovec, katerim res bi nekdo rekel, ki je dolgo se ukvarjal športu, kapo dol. Jaz bi rekel, mi bi še mogli dati marsikaj dol, ni samo kapo dol. Gasilsko društvo iz Korovec, ki se že 3. uvrstilo na olimpijado v gasilstvo, ki bo v Avstriji, ker veste, gasilstvo je ena najbolj množična panoga. Pred 2 urami so na državnem prvenstvu v splošni kategoriji v Novi Gorici zasedli 2. mesto, za 45 stotink so zagrešili, da bi bili državni prvaki. Celo predsednica države Nataša Pirc-Musar jim je čestitala. Jaz mislim, da je velik aplavz. To se pravi, da so kljub temu to neki rezultati, ki so plod tega, da ne predstavljajo mene, ne predstavljajo samo občinskega sveta, predstavljajo ne nazadnje občino Cankovo, tudi regijo Pomurja. In moramo biti vsi skupaj ponosni in take ljudi treba res ceniti in tudi pomagati in jim tudi prisluhniti. Tako da, če boste imeli junija čas, lahko greste v Avstrijo malo navijati za njih. Jaz sem jim povedal, da olimpijski krogi imajo 5 krogov, ne? Jaz sem prepričan, da med 1. in 5. bodo. Pa tudi, če ne bodo, so za mene zmagovalci, oni ne grejo tja, pa uživajo. Skratka, ogromno nekih društev tudi imamo, ki so zelo, bom rekel, aktivni. Lahko bi bili na določenih področjih bolj, na določenih področjih manj. Imamo pa težavo, da določeni društva vedno manj jih je. Nišče več neče preveč delati, ker je vprašanje, kdo je lahko predsednik društva, kakšne so zakonske podlage. Ampak eno krašče prvomajsko kresovanje, kres na vodi, res organizirajo vrhunsko. Zdaj so še ga malo popestrili z rock koncertom na srednji dan, tako da tudi na tem področju v Gerlincih so zelo aktivni. Skratka, ogromno imamo nekih stvari. V letošnjem letu tudi nogometni klub Cankovo praznuje 50-letnico delovanja, zato smo tudi šli malo v novo igrišča in sem prepričan, da bo to zadeva laufala. Želim vam na koncu, da se imate danes lepo, da uživate, pa da nikoli ne pozabite, odkot prihajate. Hvala lepa. Največji ponos občine Cankova so zagotovo naši najmlajši občani, ki med preživljanjem časa v vrtcu nabirajo znanja in izkušnje za življenje, se zabavajo, spletajo prijateljstva ter spoznavajo običaje, pesmi in plese. Z deklamacijo Prijateljstvo Toneta Pavčka se nam bodo predstavili malčki iz vrtčevske skupine Sovice pod vodstvom vzgojiteljic Barbare Škafar in Antonije Haužar. Nato pa bo nastopil še pevski zbor vrtca Cankova pod vodstvom Doroteje Kolarič s Kekčevo pesmijo. Toneta
Ob današnjem prazniku smo še posebej veseli, da z nami praznuje tudi prekmurski poslanec, gospod magister Damjan Bezjak Zrim. Spoštovani gospod poslanec, kot današnjega slovesnega govornika, vas prosimo, da nam namenite nekaj besed. No, upam, da bom tudi za sejo dobro volil med vami, ampak politikom to ne uspeva ponavadi. Spoštovane občanke in občani, cenjeni gostje, spoštovani župan, spoštovana državna svetnica, spoštovani župani sosednjih občin, Štajerske, Prekmurja, cenjene občanke, občani. Iskrene čestitke ob prazniku občine Cankova. Današnji praznik ni samo datum v koledarju, je praznik ljudi. Ljudi, ki tukaj živite, delate, vzgajate otroke, ohranjate domačnost in dokazujete, da se tudi na zahodnem robu Goričkega lahko razvija ambiciozna, moderna in uspešna občina. Cankova ni občina, ki bi čakala na razvoj, Cankova razvoj ustvarja. In se to pravo energijo, odločnostjo in jasno vizijo. Živimo v času velikih sprememb. Povolilno obdobje se zaključuje. Pred novo oblastjo je ogromno dela. Svet okoli nas ni miren. Toliko globalnih groženj, ko nas obkroža danes, v zgodovini samostojne Slovenije še ni bilo. Vojne, gospodarska negotovost, varnostna vprašanja in draginja vplivajo na vsakdanje življenje ljudi. In medtem, ko v Sloveniji dobivamo novo vlado, v svetu pa se dogajajo tektonski premiki, se življenje ljudi nadaljuje. Še vedno hodimo v službo, plačujemo položnice, skrbimo za svoje domove in razmišljamo o tem, kakšna prihodnost bodo imele naše prihodnje generacije. Kot poslanec Goričkega se bom še naprej boril za to, da naši kraji ne bodo spregledani. Upozarjal bom na potrebe ljudi, gledal vladajočim pod prste in poskušal narediti vse, kar je v moji moči za dobrobit našega naroda. Pred kratkim smo s kolegi vložili v zakonodajni proces tudi zakon za ureditev položaja delavcev migrantov. Veseli me, da se vsaj po besedah nakazuje široka politična podpora. Prepričan sem, da mora biti tak zakon smernica oziroma zgled politike prihodnosti. Politike, ki povezuje ljudi in rešuje konkretne težave. Mnogi od vas dobro veste, kaj pomeni, ko se človek vsako jutro zbudi in odpravi na delo čez mejo. To je zgodba skoraj vsake družine tukaj na Goričkem. Generacije ljudi se s svojim delom v Avstriji pomagale preživljati družine, graditi domove in ohranjati življenje v naših krajih. In ni prav, da bi bili ljudje zaradi svojega poštenega in dobro opravljenega dela dodatno kaznovani ali obremenjeni bolj kot drugi. Pot sprememb smo začeli že v prejšnjem mandatu, zdaj pa moramo te spremembe dokončati. In prav tukaj vidim tudi bistvo politike prihodnosti. Manj ideoloških spopadov in več rešitev za konkretno življenjske potrebe ljudi. Od politike ne pričakujemo nenehnega prepiranja, pričakujemo rezultate, varnost in občutek, da ljudi nekdo sliši in jih tudi razume. Preveč energije se danes porablja za kulturne boje in ideološka vprašanja, ki ljudje razdvajajo, namesto povezujejo. Jaz pa si želim, da Goričko nikoli ne izgubi tistega, kar ga dela posebnega. Pristnost, gostoljubje. Občutek, da tukaj res obstaja prostor, kjer smo si na istem koščku zemlje, živimo in smo si zgradili življenje, sobivamo različni ljudje. Katoliki, evangeličani, binkošni, Slovenci, Madžari, Nemci, Romi, domačini in priseljenci, mladi, starejši. In prav v tej različnosti je moč naših krajev.
Spoštovani župan Danilo, vaše, tvoje in delo tvoje ekipe je vidno. Rezultati so konkretni. Mislim, da vsi vemo, da si eden najbolj vztrajnih županov. Na telefonu njegovo ime pogosto zagledam že pred prvo jutranjo kavo in se sprašujem, Danilo, rejsam, ne mre spote. Potem pa odgovori, da je za njim že polovica dneva, da je svoje polovico dneva že opravil. Ampak ravno zaradi takšne energije se občina premika naprej s trdim delom. In ko sem prvič kot poslanec prišel na Cankovo, smo govorili o načrtih, o idejah, danes govorimo o rezultatih. Nova športna dvorana, nov vrtec, vlaganja v osnovno šolo, prenova hiše gospoda Pavla, nezadnje pa tudi širitev in ureditev igrišča. Vse to kaže, da občina stoji na mestu. Medtem, ko se marsikje po Sloveniji še vedno pogovarjajo, je vaš župan Danilo Kacjan začel tudi z gradnjo za mlade družine. Kmalu boste dobili tudi stanovanja. In to je ključna razlika. Cankova razume, da brez mladih ni prihodnosti. Ni naključje, da postaja Cankova vse bolj zanimiva tudi za ljudi iz Avstrije. Tukaj vidimo urejeno okolje, varnost, kakovost življenja in občina, ki ima smer razvoja. Spoštovani župan, zato te še danes javno pozivam, da na lokalnih volitvah v jeseni ponovno razmisliš in tudi kandidiraš. Vse vas prisotne pa prosim, da mu po koncu uradnega dela tudi vi ga pocukate za rokav in poveste, da si želite, da se vaša občina razvija dalje. Drage občanke in občani, Cankova je danes dokazuje, da se lahko tudi manjša obmejna občina razvije samozavestno, povezovalno in uspešno. In prav takšne občine morajo biti zgled tudi ostali Slovenije. Občine, kjer politika ni sama sebi namen, ampak služi ljudem. Kjer se ne izgublja časa z delitvami, ampak se išče rešitve. Kjer šteje delo, vztrajnost in pripravljenost stopiti skupaj, ko je to potrebno. V času, ko se družba prevečkrat deli na naše in vaše, potrebujemo več krajev, kot je vaša občina. Krajev, kjer ljudje znajo sodelovati, si pomagati in ohranjati zdravo pamet ter občutek za skupnost. Prav v tem je največja moč Goričkega v ljudeh. Naj bo današnji praznik ponos na vse, kar ste ustvarili in motivacija za vse, kar še prihaja. Srečno Cankova! Duh praznovanja je pesem. Ob slovesnih trenutkih, kot je današnji, je pesem tista, ki govori namesto besed. Prisluhnimo pesmi prekmurskega glasbenika Vlada Kreslina, Tam v meglicah nad Mursko vodo, v izvedbi učenk osnovne šole Cankova, Nuše Nemec in Ize Bertalanič.
Kdor hoče uživati veselje, ga mora deliti z drugimi. Z nami ga bo delil otroški in mladinski pevski zbor Osnovne šole Cankova pod vodstvom Lovre Vučak v pesmih Ko bi vsa ljudstva na svetu in Siva pot. Vsem čestitkam o praznovanju občinskega praznika občine Cankova se pridružuje tudi mešani pevski zbor Društva upokojencev Cankova, ki bo pod strokovnim vodstvom gospe Mire Huber
ob današnji priložnosti zapel pesmi Spet prišel je mesec maj in Slovenija je domovina moja. Prišel
pregovor: povsod je lepo, doma pa najlepše. Iskreno smo lahko veseli in ponosni, da živimo v tako čudovitem kraju. Zato nam bo Izabel Talanič, učenka 9. razreda osnovne šole Cankova, predstavila prav posebno pesem Neže Maurer, najlepši kraj. Neža Maurer, najlepši kraj. Kdor je doma v najlepšem kraju sveta, se mu ni treba po svetu poditi in tuje lepote loviti. Če že kam gre, gre lahko kar tako na pot, kot gremo v nedeljo na sprehod. Kako je imenitno, da je vsak doma v najlepšem kraju sveta. Sestri Nuša in Nadja Nemec sta stalnica skoraj vseh prireditev. Tako jo tudi ob današnji prireditvi vabimo na oder, da nam skupaj polepšata današnjo prireditev. Tam, kjer se čuje pesem, Slavičko lepa mila, tam poleg tega gaja stoji domača hiša, res revna je in stara, morda že prek 100 let. Al meni je pa dražja kot celi svet. Res revna je in stara, morda že prek 100 let. Al meni je pa dražja kot celi svet. Oboki so ji nizki in slamo je pokrita, v sadovnjaku gostem je skoraj cela skrita, al v mojem srcu vedno tak jasno se beli. Če tudi je uboga, od nje mi lepše ni, al v mojem srcu vedno tak jasno se beli. Če tudi je uboga, od nje mi lepše ni. In tu je dobra mati, kmečka me rodila, in nauke mi zlate v srce je vsadila. V hišici tej tekel mi raje mladih let, zato mi je pa dražja kot celi svet. V hišici tej tekel mi raje mladih let,
Razvoj in dosežki občine Cankova so plod požrtvovalnosti, časa in humanega dela občanov skupaj z društvi, organizacijami in ustanovami v posameznih krajih občine. Občina Cankova podeljuje posebej zaslužnim občanom zahvalne listine za angažma v lokalni skupnosti, za doprinos k razvoju občine ter za vsestransko požrtvovalno delo o dobrobit sočloveku in širši skupnosti. K podelitvi zahvalnih listin vabim župana gospoda Danila Kacjana in predsednika Komisije za priznanja in nagrade gospoda Janka Horvata. Zasebna zobozdravstvena ambulanta Cankova, gospa Mirjana Petrovič. Za izjemen prispevek in 30-letno prizadevno delo na področju zobozdravstvene dejavnosti, s katerim je pomembno prispevala k kakovosti življenja v našem kraju in ugledu občine. Jaz moram doktorci posebej čestitati. Jutri se bom pri njej oglasil. Jutri ga obnovimo. Zahvaljujem se, res iz srca. Apoteka Cankova, gospa Brigita Pavlinjek. Za izjemen prispevek in 30-letno prizadevno delo na področju lekarniške dejavnosti, s katerim je pomembno prispevala k kakovosti življenja v našem kraju in ugledu občine. Tina Koler. Za izjemen učni uspeh v šolskem letu 2024-2025 in dosežen naziv zlata maturantka na poklicni maturi na gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru. Tvoja predanost učenju in nenehno iskanje novih obzorij dokazujeta, da so cilji dosegljivi tistim, ki vanje verjamejo in zanje trdo delajo. Matej Miholič. Za izjemen prispevek in dolgoletno prizadevno delo na področju gasilstva. Kot predsednik PGD Skakovci, poveljnik pomurske gasilske regije, vodi delo pomurskih gasilcev, sodeluje na sejah poveljstva Gasilske zveze Slovenije ter je aktiven pri intervencijah in gasilskih slovesnosti v regiji, s čimer bogati našo lokalno skupnost in krepi vezi med naselji naše občine. Viktor Gider. Za dolgoletno izjemen prispevek k razvoju lokalne skupnosti, aktivno in predano delo v občinskem svetu občine Cankova ter neusahljivo prizadevnost na vseh področjih družbenega življenja. Vaše vizionarsko delovanje, modre odločitve in nenehna skrb za dobrobit občanov so pustili trajen pečat pri napredku naše občine.
Prostovoljno gasilsko društvo Korovci. Za izjemne dosežke na področju gasilstva, požrtvovalno delo v društvu ter že tretje zgodovinsko uvrstitev na gasilsko olimpijado Avstrija 2026. S svojo predanostjo, stotinami ur treningov, nesebičnim delom in srčnostjo ste dokazali, da sodite v sam vrh gasilske organizacije. Vaš uspeh ni le osebni dosežek, temveč v ponos celotnemu društvu, lokalni skupnosti in slovenski gasilski reprezentanci. Hvala, ker s svojim delom utrjujete ugled gasilstva, nesebično pomagate ljudem in živite plemenito poslanstvo. Kulturno-umetniško društvo SI Cankova. 10. obletnico delovanja društva za neprecenljiv prispevek k soustvarjanju kulturnega življenja ter neusahljivo energijo pri razvoju umetnosti in ohranjanju zgodovine v našem lokalnem okolju. Kultura je odsev naših src in vi ste vanje vtisnili neizbrisan pečat. Na oder vabimo pobudnika in ustanovitelja društva, gospoda Obal Petra. Športno društvo Genau. Za izjemen prispevek k ohranjanju zdravja, rekreacije in zdravega življenjskega sloga ter za množično udeležbo na pohodu, ki ste ga v počastitev občinskega praznika organizirali po poteh Prekmurja na relaciji Cankova, Lendava, Hodoš, Grad, Cankova. S svojim korakom in ljubeznijo do narave ste pomagali soustvarjati praznični utrip ter dokazali, da sta povezanost in športni duh ključ do uspešne lokalne skupnosti. Iskrena hvala, ker ste z nami delili ta posebni dan. Prostovoljno gasilsko društvo Skakovci. Ob visokem jubileju 90 let obstoja in plemenitega delovanja v znak zahvale in priznanja za dolgoletno predanost, nesebično pomoč pri reševanju premoženja in ljudi ter za aktivno delo na področju požarne varnosti v naši skupnosti. Naj ta jubilej ostane v ponos našim predhodnikom in spodbuda prihodnjim rodovom. Zahvalna listina ji bo podeljena na prireditvi o praznovanju 90. obletnice, ki bo 30. 5. 2026 v Skakovcih. Nogometni klub Cankova. Za 50 let delovanja kluba, za izjemen prispevek k razvoju lokalnega športa, uspešno delo z mladimi selekcijami in promocijo občine v širšem prostoru. Vaše predano delo postavlja trdne temelje športnemu duhu in povezovanju skupnosti. Hvala vsem generacijam igralcev, trenerjev, članov uprav in navijačem, ki ste gradili to uspešno zgodbo. 50 let nogometa in prijateljstva. Zahvalna listina jim bo podeljena na prireditvi o praznovanju 50. obletnice, ki bo 6.6.2026 na Cankovi.
Vsem nagrajencem še enkrat iskrene čestitke in vse dobro tudi v prihodnje. V imenu občine Cankova še enkrat iskrena hvala prav vsakemu, ki je s svojim trudom pripomogel k soustvarjanju naše lokalne skupnosti. Hvala vsem kulturnim ustvarjalcem in društvom in iskreni želja, da bi radi ustvarjali še naprej. Hvala, da se boste tudi v prihodnje s kulturnimi vsebinami trudili, da prekmurska kultura in običaji ne bodo šli v pozabo. Na oder vabimo predstavnika Združenja županov goričkih občin, župan občine Rogaševci, gospod Richard Pevruča. Lep dober dan vsem skupaj. Spoštovani kolega župan Danilo Kacjan, spoštovani poslanec Državnega zbora, svetnica Državnega sveta, kolegi župani sosednjih občin, cenjeni ostali gostje, cenjene občanke in cenjeni občani občina Cankova. V imenu občine Rogaševci, v svojem imenu in pa v imenu tukaj prisotnih županov vam za vaš 27. občinski praznik iskreno čestitam in vam želim vse dobro. Iskrene čestitke seveda tudi vsem današnjim nagrajencem, tudi njim hvala in vse dobro naprej. Kaj naj povem, občina Cankova smo že danes nekajkrat slišali, da je lepa občina, to tudi drži. Občina poštenih, vestnih, delovnih in srčnih ljudi. Občina, ki ima dosti gospodarstvenikov, ima dosti kulturnikov, športnikov in vsi ti ljudje se na svoj način znajo povezati, znajo sodelovati, znajo delati skupaj in ko stopite skupaj, so tukaj potem tudi vidni rezultati. Občani, podjetja in pa vsi ostali iz občine Cankove se pa ne povezujejo samo znotraj občine, povezujejo se tudi izven občine in občinske meje, administrativne občinske meje, niso zidovi, ampak so mostovi za povezovanje ljudi, podjetij in tudi občin in tudi dela na občinski upravi. Tudi občine med seboj sodelujemo, se povezujemo in skupaj delamo, marsikatere projekte peljamo skupaj in občina Cankova je na tem področju tako rekoč vodilna ali pa vsaj v večjih primerih projektov vedno zraven. Naj samo nekatere naštejem. Področja športa, področja športne infrastrukture. V kratkem bo na področju nogometa en velik korak naprej v sodelovanju z najmlajšimi na področju nogometa. Potem skupaj smo na področju zbiranja komunalnih odpadkov, skupaj pripravljamo celostno prometno strategijo in pa skupaj smo bili uspešni na velikem mednarodnem projektu na področju gasilstva, kar ni mala stvar in kar kaže na to, kako pomembno je, če se znamo povezati in združiti. Torej, mednarodni projekt sodelujejo država Slovenija, država Avstrija, 4 občine na slovenski strani, 4 občine na avstrijski strani in ravno v prihodnjem tednu torej na razpisu smo bili uspešni, zato ker smo znali stopiti skupaj, ker smo se znali povezati in prihodnji teden se ravno oddaja vloga na ta razpis in če bo vse po sreči, bodo gasilska društva še do konca leta prejela opremo v višini 1 milijona evrov, kar ni malo, ta oprema se bo pa potem lahko uporabljala za težave v času poplav, v času elementarnih nesreč in še za kakšne zadeve bo prišlo prav. Zakaj sem to govoril? Zato, ker je pomen sodelovanja in povezovanja zelo velik in na tem bomo verjetno tudi v prihodnje morali veliko delati. Premajhni smo, da bi se delili, da bi se drobili, morali bomo stopiti skupaj in sodelovati.
S kolegom Danilom se o tem večkrat pogovarjava, tudi včeraj, ko mi je z veseljem razkazal športni objekt, že se veselim, da ga bomo videli konec avgusta popolnoma zgrajenega. Tudi včeraj smo se o tem pogovarjala in res mislim, da je prihodnost na nas, da se povežemo, da sodelujemo še bolj, da stopimo skupaj in se potem skupaj pripravljamo na večje projekte, tako na področju turizma, gospodarstva, infrastrukture in tako naprej. Same občine za sebe bomo premajhne prihodnje. Jaz želim občini Cankova najprej še en lep preostanek današnjega dne, veliko uspehov v prihodnje, veliko novih projektov, veliko sodelovanja, vse dobro vsem občankam in občanom, pa čestitke Danilo še enkrat tebi za uspešno vodenje občine. Hvala lepa.
vsem nastopajočim ter vsem, ki ste doprinesli k izvedbi današnje slovesnosti. Hvala tudi vsem vam, cenjeni obiskovalci. Preživite današnji praznik v prijetnem razpoloženju in v družbi vam dragih ljudi. Želimo vam prijeten preostanek dneva in ostanite v naši družbi.